sem vprašal, kaj se zgodi v primeru, da bojo sprejeli sklep, ki je v nasprotju s statutom. Ne? Zdaj AUKN ponovno predlagal namreč, da se tudi za tega nadomestnega člana izvoli za 4 leta. Ne? In to je, kot je bilo upozorjeno, v nasprotju s statutom. Ne? Kakšne posledice za to nastopijo? Skratka, zdaj je bila seja prekinjena, ker se pravniki posvetujejo o tem, kaj bo to pomenilo. Ne? Kaj bojo pravniki sklenili na sami skupščini. Žal ne vemo, jaz samo upam, da bojo sprejeli odločitev, da bojo ravnali zakonito in skladno s statutom in tako kot se odgovorno ravna v smislu upravljanja takšne institucije, kot je Zavarovalnica Triglav. Ja, pač je bila zgleda storjena napaka, na kar so opozorili ostali delničarji in mislim, da je prevladal razum oziroma pač dobili so se pravniki in ugotovili, da ostane v veljavi predlog malih delničarjev. Kaže pa seveda na sila neodgovorno ravnanje AUKN-ja, torej Agencije za upravljanje kapitalskih naložb in pa seveda Slovenske odškodninske družbe in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki sta statutarno večinska lastnika in bi lahko v tem primeru spremenila statut, da ne bi takšno stanje nastopilo. V statutu piše, da vsak nadomestni član se imenuje do konca mandata že obstoječih nadzornikov. To se pravi, mandat jim pa poteče, mislim, da je datum 7.4.2013. Vsem. Kaj pa to pomeni, da ste dobili za 1 leto praktično zdaj te nove nadzornike? To je stvar lastnikov. Ne? Če so ocenili, da v tem trenutku potrebujemo 3 nove nadzornike za to leto, potem je to pač njihova stvar in uprava deluje naprej. Tako da je ponovno izkazano na eni od najpomembnejših finančnih institucij v Republiki Sloveniji neodgovorno ravnanje tistih, ki bi morali najbolj skrbeti za to, da odgovorno ravnajo in skrbijo za to, da so ti sistemi seveda stabilni in upravljani na način, kot ga opredeljuje statut in ne nazadnje zakon. Omenil bi še, da je Zavarovalnica Triglav dobila 3 nove nadzornike, odpoklicana sta bila gospod Anton Ribnikar in pa gospod Uroš Slavinec, na njihovo mesto pa sta bila imenovana gospod Jovan Lukovac in pa gospod Grega Kastelic, nadomestnega člana namesto gospoda Jamnik Boruta pa so delničarji izglasovali gospoda Adolfa Zupana, se upravičujem, nisem pozabil, ampak danes že zelo dolg časa govorim. To se pravi, kot nadomestni član je gospod Adolf Zupan na predlog malih delničarjev. Čisti poslovni izid skupine Triglav je znašal v letu 2011 47,5 milijona evrov, kar je za 78% več kot leto 2010, medtem ko je izid matične družbe 43,8 milijona evrov, kar je 36% več kot leta 2010. Bistveno se je izboljšala tudi dobičkonosnost skupine Triglav. Naša ciljna dobičkonosnost je 12%, najmanj 12% nad kapital. To naj bi dosegli leta 2015. V zadnjem letu, letu 2011, pa je bila ta dobičkonosnost 9,6% in je zrasla za 4,2 odstotne točke v primerjavi z letom 2010. Videli ste, da je bila izglasovana malo višja dividenda, kot je bil predlog uprave, namesto 0,55 evra bo delničarjem pripadala dividenda v višini 0,70 evra, kar pomeni v primerjavi z lanskim letom 75% rast. Lansko leto je bila dividenda 0,40 evra, kar pomeni, da dejansko tudi delničarji imajo koristi od odličnega poslovanja. Takšen dobiček, kot ga je družba pridelala, tukaj res pohvala, tudi upravi bilo moč izplačati tudi višji dobiček in bi imelo to brez nadaljnega pozitivne učinke ne samo za lastnike, tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ampak tudi sicer za ekonomijo kot tako. Z vidika ne samo zaupanja v delnico, v družbo, pač pa tudi, ker bi iz tega naslova sveža sredstva, ki so bila ustvarjena, prišla do lastnikov in ti lahko z njimi razpolagajo, ter to pomeni dodaten pritok neposredno denarja v ekonomijo. Zakaj se temu ne sledi v takšni meri, kot bi bilo možno, je seveda spet vprašanje zase, ampak verjetno bi bilo bolje ravnati drugače.